Zelo resno pa vas vabim, da nam tudi vi pošljete posnetke o tem, kaj novega, drugačnega, zanimivega, norega ste se naučili v tem korona času. Jaz, na primer, sem se naučila, da ni nič hudega, če se kdaj pa kdaj zmotim v oddaji. Saj že veste, naj ponovim za našo Matejo, v živo se zgodi vse živo. Infodrom@rtvslo.si bo pravi virtualni nabiralnik za vaše posnetke, danes pa skupaj plešemo z mladimi avtorji projekta Ulice upanja. Adijo do jutri. Sem pomislil, kako bi lahko na drugačen način prikazal praznobo, ker tudi je mesto v teh časih praktično opuščeno. In sem pomislil, da bi lahko to pokazal skozi ples ter plesalce na praznih ulicah. Plesati na ulicah je nasploh zelo čuden občutek, na praznih ulicah pa še toliko bolj. Je pa res, da ker ni bilo nobenega, v bistvu si se lažje sprostil. Projekt ni bil lahek za izvedbo, predvsem zaradi tega, ker smo se morali držati varnostne razdalje. Plesalci se niso smeli držati skupaj in so na prizorišče prihajali eden za drugim. Sem se za sodelovanje pri projektu Ulice upanja odločila takoj, ko sem izvedela za ta projekt. Predvsem zato, ker podpiram to ohranjanje pozitive, ki je predstavljeno v videu kljub težkim razmeram. Plesati na praznih ulicah je zelo drugače, kot smo navajeni, predvsem zato, ker sem Ljubljano prvič videla čisto prazno. Če gledam video zdaj, ko je na ulicah že več ljudi, se mi zdi, da je zelo dober prikazal to najhujše obdobje med tem virusom. Mislim, da najbrž nikoli več ne bom videla Ljubljane tako prazne. In pa tudi to vzdušje, ki smo ga ljudje vzdrževali, da je zdaj v bistvu cela situacija malo boljša.